Sem Jernej Slivnik, paraalpski smučar, prihajam pa iz Hrušca. Sem Lena Gabršček, kapetanka slovenske ženske reprezentance v odbojki sede. Sem Robi Bojanec, prihajam iz Iga pri Ljubljani in sem košarkaš na vozičku. Sem Senta Jeder in sem reprezentantka v odbojki sede, prihajam pa iz Krškega. Sem Matej, doma iz Marč, iz Preddvora, plezalec, tako da plezam. Paraplesom se ukvarjam zaradi tega, ker nasploh imam rada aktivno življenje. Si ne predstavljam življenja brez plesa. S parašportom sem se začel ukvarjati predvsem zato, ker sem po amputaciji želel biti spet športnik. Želel sem si spet biti na nogah, želel sem se ukvarjati, biti aktiven. In to me je gnalo, da sem potem pristopil v odbojki sede. Ful veliko stvari, ampak predvsem zaradi tega, da sama svojo mejo predstavljam čim višje in pa seveda zaradi socialnega vidika in pa glasbe. Jaz s parašportom se ukvarjam zato, ker hočem mladim, pa predvsem vsem ljudem dokazati in povedati, da smo vsi ljudje enakopravni in vse stvari lahko počnemo pač enako, samo pač mi ljudje s posebnimi potrebami se moramo pač malo bolj potruditi, ampak še vedno bomo isto stvar lahko naredili. S parašportom se ukvarjam, ker sem se že kot otrok zaljubil v šport in ne glede na to, da sem invalid, vseeno lahko športam. S plezanjem, s športom se ukvarjam predvsem zaradi tega, ker sem rad v naravi, rad sem v gibanju, rad spoznavam konec koncev nove kraje, nove ljudi, pa nekako iščem neke svoje meje, kaj je telo sposobno, do česa se lahko pripravim, česa sem sposoben. Parašport mi je dal tudi neko samozavest in zato v bistvu res rada vztrajam v tem. Moj največji uspeh je, da sem postal evropski prvak gluhih v atletiki. Moj največji uspeh je 2 zlati medalji na olimpijadi gluhih v Braziliji. Ja, moj največji uspeh je tudi, da se ukvarjam s športom in pač, da sem na Evropskih igrah mladih dosegel medaljo na 50 metrov delfin in sicer prvo mesto. Težko govorim o samo enem uspehu. Če pa bi rekel, da je moj največji uspeh, da sem s tem delom in odrekanjem med 4 najboljšimi gluhimi teniškimi igralci na svetu. Najbolj sem ponosen na rezultat, ki sem ga dosegel letos v Laškem, in to je, da sem prišel med top 4 na svetu v bistvu, ker je to eden najmočnejših turnirjev v paranamiznem tenisu in za ta pač podvig sem res zelo, zelo ponosen. Moja največja športna želja je nekega dne zastopati Slovenijo na paralimpijskih igrah. In bi mogoče odplaval še kakšen nov osebni rezultat, mogoče celo kakšno stopničko, da bi stopil gor. Osvojiti želim veliko stvari, ampak ena glavnih je definitivno medalja na paralimpijskih igrah. Logično zlata. Moj cilj je, da pridem na paraolimpijske igre in domov prinesem s sabo medaljo. V športu si želimo osvojiti medaljo na svetovnem prvenstvu. Pač medaljo iz evropskega prvenstva že imamo, drugače pa ja, moja največja želja je ali medalja na svetovnem prvenstvu ali pa da enkrat pridem na paralimpijske igre. V športu želim osvojiti zlato paralimpijsko medaljo, pa če čisto nič drugega več. Moji uspehi poleg športa so tudi te, da želim opozarjati javnost in družbo, kaj smo invalidi, v bistvu kakšen je naš doprinos, da nismo toliko drugačni in seveda, da se da in da lahko. Moj največji življenjski uspeh je bil predvsem to, da sem se po amputaciji spet postavil na noge, še pa začel ukvarjati z športom. Najbolj ponosen sem to, da sem celotnemu plesnemu svetu dokazal, da obstajamo tudi vrhunski paraplesalci na električnih invalidskih vozičkih, saj pred mano ni bilo nikogar na električnem invalidskem vozičku v paraplesu.
Moj največji osebni uspeh je, mislim, da to, da sem postala prva trenerka odbojke v Sloveniji z invalidnostjo. Moj vzornik je po poškodbi seveda Luka Dončić. Nekako smo enakih let, oba dva smo v košarki in je moj vzornik. Moj vzornik je Željko Peter, zato ker ga spremljam že njegovo celo kariero in mi je všeč kot športnik in kot oseba. Moja vzornica je angleška mnogobojka Jessica Enid Hill, ker je podobna meni, je zabavna in eksplozivna. Moj vzornik je Dejan Zavec, zato ker se po vsakem porazu vrne še močnejši. Moj vzornik je Kobe Bryant. Zakaj? Zato, ker sem vsako njegovo tekmo pogledal in gledal sem jo z užitkom. Vsaka njegova poteza je bila poezija. To je rekel, da grem z veseljem v trening. V bistvu grem zaradi tega, ker se želim spodbuditi, da pač to naredim. Seveda pa zato, da se izboljšam in da vzdržujem neko konstanto. Na trening grem vsakič z veseljem, ker imam preprosto rada ljudi, s katerimi treniram, so moja druga družina in pa zato, ker rada igram odbojko in je v bistvu to največja sprostitev. Na trening grem vsakič z veseljem, ker želim postati boljši, še boljši, morda celo najboljši. Na trening grem z veseljem, saj se vedno kaj novega naučim in to se pri to uporabljam na tekmah. Na trening grem vsakič z veseljem, zato ker mi je zelo všeč tisti dober občutek, ki ga prinašajo kvalitetno upravljeni treningi. Na trening grem vsakič z veseljem, ker se imam na treningih lepo, ker v bistvu na ta način skrbim za svoje zdravje, dam ven vso svojo odvečno energijo in pa tudi v bistvu samo s treninga lahko napredujem v svoji športni karieri. Šport mi vsako leto omogoči, da obiščem veliko glavnih mest po Evropi. Nazadnje sem bil na Poljskem v Varšavi. Z odbojko sedaj veliko potujem, nazadnje smo bili v Turčiji. Nazadnje smo bili v Salt Lake Cityju, v Ameriki. Novo okolje, nove stene, nova skala, super izkušnje. Tako da naprej gremo pa zdajle ena evropska turnaja mini. Ker se ukvarjam s športom, res veliko potujem. Videla sem praktično že pol sveta, od Kitajske, Amerike, Afrike. Ker se ukvarjam s športom, veliko potujem. Bil sem že skoraj po celem svetu, nazadnje pa na Kitajskem na Paralimpijskih igrah. Moj trener je poseben zato, ker je strog, a kljub temu pravičen. In zato, ker nas podpira, ne glede na to, kakšna je naša igra. Moj trener Andrej Novotny je po mojem najbolj potrpežljiva oseba na svetu. Vedno vidi napredek takrat, ko ga jaz ne, pa tudi zna spodbuditi takrat, ko bi pač najrajže obupala. Naš trener Simon Božič je poseben, zato ker ni toliko strog in ker na tekmovanjih večkrat poprime za kitaro. Poje, pleše, pove vice, tako da res super in zabaven trener. Moja trenerka je posebna, zato ker se mi zdi, da je bila že rojena, zato da je trenerka za invalide. Ves svoj trud, energijo in čas v bistvu usmerja v tu in tudi pove nam na treninge, kaj delamo narobe. In meni se zdi, da je ona ta prava trenerka. Moj trener je poseben zato, ker ima zelo pronicljiv glas, kateri seže daleč. In na treningu to vedno pomaga, ko rabiš še tisti kanček zagona. Moj trener je poseben zato, ker takrat, ko se smučam slabo, mi zmeraj reče, da ne vozim po jajčnih lupinah. Moj največji navijač je definitivno mama, ki na vsaki tekmi in se najbolj burno dere vsakeč, ko igram. A to zdaj moram izpadati kulo, moram povedati po pravici. Moj največji navijač je sigurno mami. Moj največji navijač je moja mami, ker pride na vsako tekmo in je res glasna navijačica, tako da jo imamo radi, če pride.
Moj največji navijač je moja družina, ki mi že od samega začetka športne poti stoji ob strani, me podpira in spodbuja. Moj največji navijač je pa, jaz bi rekel, da moj dedi, zato ker ne glede na to, kam gremo po tekmah, bi on vedno z mano šel. Star je v bistvu že 70 let, pa še zdaj se aktivno ukvarja s športom, tako da jaz bi rekel, da je on te prav navijač. Moj največji navijač je zagotovo moja družina, čeprav zaenkrat po svetu niso šli toliko z mano, ampak vem, da bodo z mano na svetovnem prvenstvu v Sarajevu to jesen. Kot ambasadorka Postani športnik bi si želela, da se tako mladi kot tudi starejši vključujejo v šport, še bolj bi si želela, da se vključijo pa v ples. Želim si, da se nam pridružiš in začutiš naš timski duh in da skupaj naredimo eno dobro zgodbo. Se vidimo. Kot ambasadorka Postani športnik bi rada naglasila mlade in jih povabila, da postanejo športniki, si pridobijo novih izkušenj, najdejo šport zase. Ja, za vse mlade bi priporočil namizni tenis, ker se ogromno poboljša dinamika, koordinacija in sploh je na fizično super. Psihično se boš pa tudi družil z otroki, ki so isto v tem športu in ti bojo definitivno pomagali pri tem. Vabila bi mlade seveda, da pridejo in poskusijo nekaj novega, ker sam ples je veliko več kot to, da prideš in malo odplešeš. Govorim to zdaj za tipe, ker v bistvu rabimo plesalce. Plesalk imamo čisto preveč. Tako da, fantje, pridite. Kot ambasador Postani športnik želim mladim sporočiti, da je ukvarjanje s športom lahko odlična stvar. Zato začnite se ukvarjati s športom. Vsem mladim želim sporočiti, bodite trdni, bodite neomajni, ne dovolite nikomur, da vas omejuje na vaši poti. Samo nebo je meja.